Jaz bi začel z eno novico, dragi moji prijatelji, kar se zdravja tiče, dragi člani. Peking prekinil prvo kitajsko obvezno cepljenje. Ne vem, ali ste s tem seznanjeni. To je novica, ki je izšla na rojstni dan društva. To je Bloombergova novica o tem, kaj se dogaja na Kitajskem s cepivi. Manj kot 2 dni potem, ko je vlada v Pekingu sporočila, da bo začela s prvim kitajskim obveznim cepljenjem, so oblasti ta ukrep odpovedale zaradi kritik, ki so jih prejeli strani kitajskih državljanov. Ponavljam, zaradi kritik, ki jih je oblast prejela strani kitajskih državljanov. Državljanov, ok? Zato zahteva po cepljenju napovedana v sredo in naj bi začela veljati 11. julija. Danes smo 9. Ne? Slednja naj bi omogočila vstop v javne kraje, kot so kinematografi, muzeji, gledališča, le cepljenim ljudem, da bi delavcem v določenih poklicih zahtevala status cepljenega. Toda zavrnitev strani državljanov je bila hitra. Mnogi Kitajci so se obrnili na kitajska socialna omrežja, kjer so zahtevo po obveznem cepljenju razglasili za nezakonito. Ok. Za nezakonito omejitev njihove svobode in so podvomili o učinkovitosti cepiv proti zelo nalezljivi in imunsko izmuzljivi različici Omikron. Ok, perfektno. Ta preklic prvega poskusa uvedbe obveznega cepljenja na Kitajskem kaže na moč javnega mnenja, je povedal Hu Xijin, nekdanji glavni urednik Global Times, ki ga podpira komunistična stranka in vplivni komentator na Weibo. Tako da boste vedeli, kaj pomeni javno mnenje, kaj pomeni, ko ljudje, državljani, ne prebivalci, prebivalci itak nimajo besede, še stalnega prebivališča nimajo. Prebivalci so tam v državnih javnih službah, to so prebivalci, ki delajo po navodilih. Prebivalci so, veste, v kliničnem centru, tisti doktorji za 3x-DR so navadni prebivalci, to niso državljani. Prebivalci so vsi tisti varnostniki, ki čuvajo pred vhodom in ti povejo, kaj mora, to so prebivalci, brez državljanske drže, brez osebne odgovornosti, roboti. To so učitelji v osnovnih šolah, to so vzgojitelji v vrtcih, to so profesori na univerzah, to so, oprostite, poslanci v državnem zboru, ki delajo pa na naročilo WHO, ki nima v slovenski zakonodaji nobene pravne podlage. Toliko o zdravju, toliko o tem. Zdaj pa pozdravljam našega Gorazda Verbiča. Glede na to, da smo inteligentna bitja, me pa zanima, mi smo danes povedali kar nekaj, bom rekel, močnih stavkov, zdaj pa z tvojega vidika, ker pa jaz niti približno nisem strokovnjak, kaj pomeni inteligenca našega telesa in v kakšnem odnosu inteligenca našega telesa do pandemije, dobro, jaz bom takole rekel, ki je na papirju, v statistiki, v grafih, v resnici pa je ni. Je nahod, vsako leto smo v bistvu prehlajeni, telo se čisti in tako naprej. Epidemija je, ampak ne tista epidemija, ki je bila smrtonosna, ampak čisto normalen nahod. Epidemija strahu. Epidemija strahu. Zvolj manipulacije. Pa še marsičesa. No, če se navežem na tisto prejšnjo temo, o kateri si govoril. Pred leti sem se srečal z otroki, to je bila privat šola in pogovarjal sem se s temi mamami teh otrok in ti otroci niso bili cepljeni. Ampak kaj sem tam videl na lastne oči, je, da bili so stari 6, 7, 8 let, delovali so neverjetno inteligentni, svobodni, aktivni, firpčni. In ko sem vprašal te mame, kako pa je kaj s temi boleznimi, ki jih naštevajo, da se morajo proti temu, onemu, tretjemu, naj bi se cepila, ne? So rekli, ja, moj ima 2-krat na let vročino, sem pa tja kaj zaboli, to in tretje rešimo. Jaz sem mnenja,
po vseh teh izkušnjah 20-letnih z tisoči klientov, ki so šli skozi moje roke, da ima telo neverjetno inteligenco. In narava nam ponuja rešitev takole. Ampak ker to ni zavit v celofan, v neko embalažo, pa ker ni tam nekega modela, fotomodela gor, ljudje to ne znajo ceniti. Če se spomnimo čisto preprostih stvari, kot so žajbelj, kamilica, glina, oglje, česen, peteršilj, origano, to so vse naravne zadeve in ob določenih trenutkih telo točno to rabi. In vse te stvari imajo, oziroma rastline imajo eterično podlago. Ta kemija, ki prihaja iz laboratorija, nima eterske podlage in to je tisto, kar naše telo, naša duša tudi potrebuje. Se pravi, mi dobimo neko informacijo v telo, ampak to ni to. To je tako, kot če bi vi kupili avto, pa vam ga pripeljejo na dom, pa je še ni do konca sestavljena. Zdaj ga pa sam sestav in se pel, kakor veš in znaš. Tako nekako, če se malo pošalimo. Ja, treba se zavedati, da v našem telesu potekajo vojne skozi. In telo je nek mikrokozmos in vse to, kar se navzven odvija na planetu, je za nas makrokozmos. Kaj je tam gor, Mars, pa Sonce, pa ostale galaksije, mislim, da je tukaj spet ogromen špekulacij, da so neke meritve upravljene, ampak malček prirejen, malček spremenjen, da je kar neki pol resnic noter tam ali pa celo leži z namenom, da človek verjame, rečemo tako kot v Dedka Mraza, otrok verjame do 5. leta, ali pa nič več. Mi pa še kar verjamemo v tega Dedka Mraza. Jaz ne vem, nikdar nisem bil na Marsu, niti me ne zanima, da bi tja šel. Zemlja ponuja vse, tlej je raj, tlej je pekel. Kakor si bomo mi sami zastavili, pa kakor bomo uspeli dojeti, da smo bili vsi programirani, vsem so nam probali prati možgane na tak ali pa drugačen način, da je bila vse neka propaganda, samo zato, da se usmerja maso. In konec koncev ima človek sam s seboj opravka. Vsi imamo dosti dela sami sabo in tukaj bi bilo treba začeti. In recimo druženje, kakor je bilo zdaj v zadnjih 2 letih omejeno. Kaj pomeni druženje? Vi, ki ste v družbi, ki ste na pikniku, ko ste s prijatelji, vi se sprostite. In kaj se takrat zgodi? Ušesa ratejo vroča, dlani se ogrejejo, ja, vaš imunski sistem začne delovati na polno. In zato je druženje izredno pomembno. Ampak tega vam noben zdravnik verjetno ne bo povedal, koliko je to pomembno za nas. In druženje je kot neka univerzalna tableta. Poleg tega, če le malo pazimo na hrano, če se zadosti gibamo, bo telo vedelo, kaj narediti, samo od sebe. Telo je čudovit stroj, je tempelj, ki samega sebe popravlja. V našem telesu je čez dan tok in tok napak, tok in tok celic pregori, odmre in telo jih bo zamenjalo. Zdaj, če smo mi pod strahom, pa če se ne smemo družiti, pa če smo v krču, logično, da tudi imunski sistem ne bo deloval, kakor bi lahko. Se pravi, ta naš potencial je omejen, so nam ga omejili namenoma. Zakaj? Zato, da bi nas naredili odvisne. Iz lastne prakse lahko povem, pa nisem edini, nas je kar veliko že takšnih in drugačnih, ki imamo take rezultate, da je ogromno stvari možnih, da je neozdravljivih bolezni zelo, zelo malo, da je genskega, tisto, kar pravimo gensko, je spet zelo malo, tako da mogoče bi bilo sploh začeti razmišljati v to, kaj je gensko, pa kaj je dedno, da smo bili mogoče narobe naučeni. Ampak posameznik rabi en izgovor, ta je kriv, un je kriv, gen je kriv, sistem je kriv, družba je kriva, sosed je kriv, vsi drugi.
Zato je treba začeti pri sebi. Ni druge rešitve. A ne? To je edina stvar, ki nas bo peljala v rešitev. Te lahko nekaj vprašam? Ja. Prišlo mi je na misel zdaj, ko o tem govoriš, a ne? Laž, napačna informacija ima 1000 obrazov, resnica pa samo enega. In v 2 letih korone, a ne, ko smo teoretiki zarote opozarjali na eno stvar, na zdravje, na te stvari, ki si ti opozoril, da telo, ne, je stroj, ki se sam pozdravi, in da je, jaz bom rekel, ta pikec, umetna tvorba, ki prevara imunski sistem, zato ker ne gre skozi usta, ampak prevara in telo ne ve, kaj s tem početi. In vprašanje je sploh, kaj je noter. In zdaj pred kratkim sem bral, da je eno sodišče naložilo Pfizerju, da mora natančno povedati, kaj je noter, se pravi Ministrstvo za zdravje tiste države, zdravstvenim ustanovam in Pfizerju točno sestavino, vključno z grafeni in z vsemi virusi, ki so noter, ki ti jih ubrizgajo v telo, ti dajo strupe, ne, kaj je noter. Kako se izgovarjajo na različne načine po eni strani, po drugi strani je pa resnica zelo preprosta, tako kot si ti rekel, telo se zdravi samo, se očisti in virus ni drugega kot odpadni del iz telesa, ki ga celica izvrže. Zdaj tako, ne, če smo zdaj na eni strani pri zdravem človeku, ki ima vsake toliko časa čiščenja, recimo na jesen, ki pride malo sprememba vremena, malo pokihamo in zdaj to naenkrat epidemija ratala in prisila za cepljenje na eni strani, na drugi strani pa bolan človek, ki pa resnično se mu kaj zgodi, ali pa zaradi tega, ker pač ne živi v skladu z naravnimi zakoni, postane bolan, tak človek ima samo eno željo, zdrav človek pa 1000 želja. In veš, imam občutek, da ravno zdravi ljudje se napačno zaradi teh 1000 želja odločajo za vso možno ponudbo. Če se boš cepil, boš šel lahko na kavo. Če se boš cepil, boš lahko šel na morje. Če se boš cepil, boš lahko šel v službo. Zato, ker je zdrav, zato, ker takrat je še zdrav in ne razmišlja 5 minut naprej. Kaj ti meniš o tem? Ja, tukaj gre spet za cono obdobja. Lažje je tako narediti, da imaš čim manj problemov, vsi se bolj ali manj umikamo, ampak ko se stisnem v kot, naprav stane drugega, kakor udarc nazaj, z vso pravico, z vso integriteto, z vso esenco. Zakaj? Zato, ker to, da nekdo posega v tisto, kar imamo, kar je naše, je nekaj podobnega, kot če bi v avto šli tankat malo vode, malo viskija, ker nam je bencina zmanjkalo. Vprašajte se, kaj bi se zgodilo s človekom, če dobi neke stvari, ki jih telo ne rabi. In 10 let nazaj, recimo, so bila vsa ta sredstva, ki jih dajajo v žile, so bila poslovna tajna. Očitno so ubrali drugo strategijo, da bodo zdaj vse to objavili. Ampak v čem je štos? Tisti, ki so bili programirani na stara šola, bojo trdili, pa bojo zagovarjali to, pa ja, pa to mora biti zato, da telo odreagira, da se imunski sistem izbori. Mi lahko imunski sistem provociramo na naravne načine, Knajpova terapija recimo. Hladno, toplo. En konkreten primer, bil sem na morju, dobil sem eno bulo, pod vzduho, nisem vedel, kaj bi bilo, sem rekel, predno grem vprašati, kaj se z mano dogaja do zdravnika, bom probal stvar rešiti sam. Jaz sem jo v 3 dneh rešil sam. Prvi dan nisem poznal rešitve, sem rekel, ta bula je že 2 tedna tukaj, kaj se dogaja, tako kot orah je bila velika. Kaj pa vem, neki z limfo narobe, kaj se je neki tam, v glavnem. In meni pride na pamet, da vzamem iz skrine, imel sem zmrznenega piščanca, sem vzel tisti zmrznen, sem si dal gor za pol minute, pa dol, pa še enkrat gor, pa še enkrat dol. In to sem naredil 2-krat ali pa 3-krat na dan in meni je ta bula sama od sebe zginila. Ni zginila sama od sebe, ampak telo je rabo točno to provokacijo, malo hladnega, malo toplega odhladiti
pa pustiti, podhladiti, pa pustiti. In telo se je prečistilo. Zdaj, če bi šel na pregled, bi rekel, ja, vi morate iti pa tja do specialista, zdaj pa glih zaseden, ja, pridite čez 2 meseca, jaz bi s to bulo bil, ne bi vedel, kaj se dogaja, strah bi me žrl, slišal bi neko statistiko, ja, koliko imate pa let, aha, tok in tok. Ja, pri teh letih, veste, se pa to pojav pri moških in statistika je taka, da jih ima to 50% in jaz bi začel živeti v strahu. Zato pravim, pri teh stvarih, ko nekdo trdi, da se ne da, da je nemogoče, da je neozdravljivo, bi bilo treba izredno paziti na te besede. Jaz upam, da bo prišel dan, ko bojo ljudje za take besede kaznovani. In to z veliko kaznijo. Ker gre za programiranje. Zdaj, če so to nevede naredili, če so bili tako naučeni, da se to ne da, je eno, če to delajo z namenom, zato da imajo material, biomaso, čim več dela, je pa to druga stvar. Ja, ta današnji pogovor sem namenjam ravno temu, da se začnemo kritično spraševati. Vse tisto, kar smo slišali, a je to res? Koliko je res tega? A želimo to še poslušati? Vsak od nas je dosti inteligenten. Vsak mu je dano to. Srečal sem mnoge, ki so še pri 20 ali pa 25 ali pa 30 letih, za njih mame je rekle, da veš, naš sin ali pa naša hči je bila označena kot da potrebuje neke posebne potrebe. Kaj ti misliš, Gorazd? Sem rekel, meni se zdi čisto ok, čisto v redu. Je malo bolj umetniški tip, je malo bolj introvertirana oseba. Nič ni narobe. In kaj mama to slišala, si vdahnila. In jaz nisem zaznal, vsak posameznik je drugačen. Hvala Bogu, da smo vsi drugačni. Se bi bil dolg čas, če bi bili vsi enaki. To, kar obljubljajo vsi enak sistem, popolna struktura, tip A, tip B, tip C in to je to. To bi bil dolg čas. Človek je kreativno bitje in uživa, ko je kreativen. Zdaj, če mu nekdo to kreacijo omejuje, normalno. V njem se začnejo dogajati upori. Zdaj, tisti introvertirani se bojo umikali, tisti, ki so malo bolj ekstravertirani, bojo napadli nazaj, se bojo probali izboriti, ampak njih bojo označili kot nezaželene. Jaz sem bil svoja leta revolucionar, danes lahko rečem, da sem evolucionar in to je vse, kar me zanima. Kako spodbuditi to kreativnost, samozdravljanje, ker ne zdravimo, nihče ne zdravi, ne zdravim jaz, ne zdravim niti tableta, niti noben terapeut ne zdrav, noben zdravnik ne zdrav. Vsak proba rešiti na svoj način, kakor je bil šolan. In zdaj, če uporabljamo besedo zdravljenje, bi se morali to zavedati, da če nekaj naredi več škode, kakor koristi, da to ni zdravljenje. Mi ne moramo reči, da bomo zgradili hišo nekomu, naročnik reče tako bi rad, 3 nadstropja in mi mu postavimo en štuk, on reče v redu, evo, neko predplačilo, delite naprej in drug dan mu mi s kuglo razbijamo tisti štuk in pride lastnik oziroma investitor, naročnik in vpraša, kaj pa je z mojo bajto. Ja, mi gradimo na ta način, a veste. Zakaj pa? Ja, zato, da več zaslužimo, da ne zmanjka posla. In očitno ta današnja kaj bi rekel, medicina, te, ki naj bi se trudili za človekovo zdravje, se trudijo za posel. A veš kaj? Ti zdaj govoriš same neumnosti. Vem. Tistim, ki jim nisi všeč. Tistim, ki jim nisi všeč, kako bi se jim zdaj odkupil?
A te Andrekec briga ali kak je s tem? Ja, dajmo še, to je zelo zanimiva zadeva. Ne si želeti, da boste od 100 ljudi vsem 100 všeč. Nikdar jim ne boste. Če 5, 10 od 100 ne boste všeč, ste na dobri poti, verjemite. Tisti, ki jim niste všeč, ste jim trn v peti, vas ne morajo, vas ne prebavijo zato, ker jih v neki stvari presegate. Dajte se zavedati tega. Kakšna je razlika med Jaz ljudmi in sem imel pametnim ogromen človekom? sovražnikov, danes gledam na vse te sovražnike kot na neko fazo razvoja, rasti in lahko rečem, da sem vam hvaležen vsem. Vsi delamo napake, jaz sem jih delal, se probam upravičiti za to. Sam pri sebi probam razčistiti, prosim za odpuščanje in se probam poboljšati. Kaj je bilo, smisel življenja je razvoj vrlin. In tiste napake, ki jih imamo vsi, jih je treba prepoznati, si priznati, jih ozavestiti, pa spremeniti sebe. In avtomatsko bo družba drugače delovala na nas, avtomatsko sistem bo drugače deloval na nas, enostavno ne bojo več mogli igrati istih kart, kot so jih do zdaj igrali. Ampak mi nismo imeli še teh spoznanj in so z nami tako in tako upravljali, so nas vodili. In edina svoboda je v tem, da se človek zave, da si prizna, da gre skozi te faze, da prepozna, da pride do prepoznanja, pa prej ali slej do modrosti. Kako bi ti diagnosticiral neumnost ali pa modrost? Ja, to je edina naprava, ki jo še niso pogruntali, je aparatura za merjenje neumnosti. Mislim, da bi bila velika nagrada za tistega, ki bi to izumil. Jaz nimam časa vsega ugotavljati, pa mislim, da taka naprava konec koncev tudi ni potrebna, ker bi verjetno jih ne bi mogli toliko naštancati, da bi vse te neumnosti izmerali, vse te laži, ker tukaj ni nič zameriti. Laž nima vitalnega principa, resnica ga pa ima. To je razlika. Že ni Sokrat rekel, vem, da nič ne vem. Ja, iz te točke, kadar bomo izhajali, da se postavimo kljub vsemu znanju, ki smo ga pridobili v vseh šolah, v vseh licencah, da se vprašamo, a res to vemo, a je to znanje še uporabno, pa da se postavimo v vlogo otroka, ki še nič ne ve, ki se prvič uči črke pisati. In takrat bomo se lahko največ in najhitrejš nekaj novega naučili. Jaz se spomnim, pred leti sem bil na Ministrstvu za zdravje, takrat bi moral narediti neko licenco za zdravilca, za alternativca, karkoli že. Šel sem na to ministrstvo, ne vem, je bilo na mislim, da je bila Štefanova, in pišem test, pripravljal sem se, učil sem se, spomnim se, da sem iz 2 predmetov padel in eno je bila prva pomoč, drugo je bila pa higiena. In zdaj, glede na to, da sem delal v gostinstvu, da sem in kelnaril, in v kuhinji delal, in bil skrbnik planinskih koč, in da sem šel skozi higienski minimum, pa HACCP, pa ne vem, in prva pomoč in vse to, da sem mogel imeti vsaj 5-krat narejen, sem se jaz vprašal, a jaz tako ministrstvo še rabim. Nihče me ni vprašal po rezultatih, kaj pa vi počnete, a imate kaj dokumentiran? Ja, jaz imam to dokumentiran, določene stvari so dokumentirane, nobenih ne more izpodbijati, ampak to ni takrat nobenega zanimalo. Zanimalo jih je, da sem plačal tistih 400 ali 450 evrov za izpit, kakšno uro smo ti spisali in potem sem slišal, da so izpiti tako narejeni, da padeš, ne glede na to, a si se učil ali ne, prvič vedno padeš. Pa sem rekel, v redu, ampak drugič me ne boste videli. Vi mene ne rabite, jaz vas ne rabim. In to je to. Daj mi ti to razloži. Koliko je danes v teh časih nevarno razmišljati svojo glavo? Pa ni nevarno, če smo mi etični, ne bo nevarno, ker se bo ta nevarnost razdrobila, ko se bomo soočali z njo.
mi bi se morali vnaprej pripraviti, kaj bomo rekli, tam pa tam, odigrati dramo vnaprej, kaj vse se lahko zgodi. Ne? Si predočiti stvari, se vživeti v to vlogo in stvari bojo veliko bolj takoče tekle naslednji dan. Tudi če 5% od tega uporabiš, si boljš kot 0% od te drame. A ne? Tako. Tako da predpriprava, izobraževanje. Ja, učimo se na napakah, učimo se v konfliktih. Ne? Vsi imamo probleme, vsi se srečujemo problemi, enkrat je to, drugič je to, tretjič zamujamo z rokom, ampak mislim, da se dajo vedno vse stvari uskladiti, rešiti na en miren način, ni se treba proti nobenemu boriti, dokler se dajo stvari reševati, do te točke. Ne? Potem pa A je bilo naše, tvoje, moje, vse naše telo tukaj pred kamerami, dragi moji, ki nas gledate, a je bilo telo naše ustvarjeno z namenom, da je zdravo ali zato, da je bolano in ga treba nenehno popravljati? Prosim za odgovor. Bolezen iz mojega stališča ne obstaja na tak način, kot jo predstavljajo. Kot sem prej povedal, telo ima non-stop je bitka v nas. Non-stop so infekcije. Najhujši je strah. Strah paralizira. In ogromen študij je bilo spremenjenih, je bilo podkupljenih, je bilo načrtno napisanih zato, da bi se da bi nekaj novega prišel na tržišče, nek nov protokol. Marsikateri protokoli se mi zdijo danes, da so hujši kot v 16. stoletju, ampak vse to je tako prikrit, da povprečen človek tega ne uvidi. Za zaključek, oprosti, ker sem te prekinil. Kaj bi našim članom, vsem, ki smo tukaj in vsem, ki nas bodo kasneje gledali na družbenih omrežjih, svetoval ob situacijah, ki se dogajajo, maske, distanca, ne vem, zdaj se spet nekaj pojavlja, razne te cepiva in vse to, kar nam daje zastonj. Kaj se moramo najprej vprašati, kako vprašati in kje preveriti, kakšen je tvoj nasvet za vse nas, da se bomo znotraj tega znašali? Dajmo se vprašati, kaj lahko naredimo sami. Danes sem prejel čudovito novico po telefonu. Me je ena mama poklicala, tretji dan sva delala terapijo nadaljavo in je rekla, veste, z možem sva se samo smejala. Moj sin je začel normalno prejemati predmete, namreč do zdaj je bil, do leta pa pol je bil smatran kot avtist. Imel je identične znake in to je vse, kar mene zanima in to so dejstva. Lahko govorim zgodbe o tem, o svojem delu, ampak za danes naj bo to. Po kolikih terapijah? Po 3 terapijah. To je, rečemo, uro pa pol mojega dela nadaljavo. Dragi Gorazd, menim, to. da si povedal vse. Hvala. Začnemo pri sebi. Za povabilo. Hvala ti za tvoje besede iz bogatih izkušenj. Še te bomo prosili, ker te bomo rabili očitno, glede na to, kar se pripravlja, ker si mož izkušenj in rezultatov, tako kot je, to se pravi tukaj, vzemite zdravje v svoje roke, v tej knjižici. Vse lepo povedano. Torej, teh knjižic še imamo v društvu, če bi kdo želel, dobrodošli med tednom med 12. in 19. uro na lokaciji Petkovškovo nabrežje 53. Imamo še te knjigice, ki jih iskrena hvala za naše člane. Vsem ostalim pa zdaj hvala, ker ste bili zdaj z nami teh 35-40 minut. Vzeli si bomo 15 minut pauze. Potem pride pa na vrsto naša zlata ustanoviteljica Eveljana Belis, ki je kriva, da mi dva danes tukaj sediva, ki je kriva za vse to, kar smo se že danes pogovarjali in se pogovarjamo že na 71. srečanju, ki je kriva za vse to, kaj se po Sloveniji dogaja, ne glede na to,
kje so naši člani v katerem koli društvu, kje se dobivajo. Skratka, Slovenija brli in živi in se bomo tudi zahvalili. Še dobro, da nismo v 16. stoletju, ker bi verjetno jo pelali na grmado. Ne? Ne, imamo moža, ki je stroke, tako da je ne bi dal. Hvala Bogu, imamo moža, ki jo znaš čitati. Tako je in obratno. In obratno. Hvala lepa, Gorazd. Hvala vam. Hvala vam in se vidimo čez 15 minut. Hvala.